kar pomeni, da jih obkrožajo bodisi obdelovalna kmetijska zemljišča, bodisi gozdna zemljišča. In tisti, ki ste že bili na Kozjanskem, dobro veste, kako je močno pri nas razgiban svet, kako je močno drobnoposestniška struktura, ki so jo v preteklosti skozi, kot smo že slišali danes v filmčku, skozi stoletja ohranjeni na Kozjanskem. In nedvomno so ravno travnični spomenjaki tista vez, tradicijo Kozjanskega, ki so jo prebivalci oziroma kmetovalci ohranjeni do današnjih dni. Imamo pa tudi nekaj tako imenovanih posebnih oblik naselja. Morali se bi tudi izvesti na ta način rabe same kmetijske zemljišče. No in eno izmed, vidite, nimamo večjih bivališč za samotarske čebele. Vidite, tudi tule, resice ali pa tule nam je deki potegnil, pa je praktično skoraj 10 cm oddaljeno stran. Zdaj, kogar bo zanimalo od bliže, si lahko tudi tule pride pogledat, praktično šir... Resne vrste neke take zadeve. Zdaj, kaj se mejice naredijo za nas? Kot sem že rekla, recimo tu imamo temnokrivi zemeljski čmrlj, ta se nahaja tudi v mejicah, si dela svoje gnezdišča. In če mi mejice pač uničimo, seveda pač nekaj tam več ne bo, vam ne mogo opraševati vaših sadovnjakov, sadnih vrst in zato seveda moramo ohranjati tudi mejice. Zdaj, kaj ogroža v bistvu mejice? Smo že rekli na začetku, intenzivno kmetijstvo, industrializacija, najrazličnejše odlaganje odpadkov, komasacija melioracije. Včasih se je ogromno delalo v tem melioracije, recimo bil je sicer nekaj denar, da bi se mejice nazaj zasadile, v večini primerov se to ni zgodilo. Število zadavcev malo kontroliramo. Smo naredili tako, da imamo gledilnico, ki ni narejena brezhrupne zvrtane, ampak so v bistvu deščice s kanalčki, ki so potem narejene eno na drugo, to lahko potem odpremo. Druga posebnost te gledilnice pa je, da je dvodelna. Čebele izmenično gnezdijo enkrat na eni strani, drugič na drugi strani. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato, ker pa ne živijo v skupnosti. One živijo same, zato se jim reče samotarka, samo v času parjenja se parijo, potem pa v takšne ali drugačne luknje zaležejo jajčica. In tudi ne skrbijo za svoj zarod. Malo so sicer okrog žuželčnika oziroma okrog tam, kjer delajo tale gnezda, kot bi rekel človek, kot mala vojskica, ampak to čist malo časa to pa grejo stran. Zarod mora sam preživeti. Zato pravim, da je velika razlika med divjo čebelo pa med domačo čebelo. Problem je v tem, da teh luknj ne v naravi, zato pa glih to sem htela reči. Če je ekološka kmetija, če je kmetija, ker ima še veliko takega nepofarbanega lesa, ampak naravnega lesa. Ja, zato sem rekla, da je že zdaj veliko, če si poleg hiše naložite en kup drv. Kmetijskega zavoda Maribor, opraševalci in njihov pomen in je nam bilo dosti nazorno prikazano, kakšen pomen je v povezavi s sadjarstvom. Nasplošno je bilo zelo nazorno prikazano strani gospe Maše Miše,
tako da smo dejansko res bili deležni enega takega konkretnega predstavitve, kakšen vpliv imajo opraševalci in pa seveda njihov pomen v sadjarstvu in nasploh. Zelo zanimiva je bila tudi tema menice, ki je pravzaprav pri nas na Koroškem niti ni toliko poznana. V bistvu je nam bilo tudi to zelo nazorno prikazano, se pravi različne vrste, pomen, sestava teh, se pravi kakšen pomen imajo za ekosistem, in smo pravzaprav res bili deležni nekih novih tem, ki jih bomo potem lahko splet uporabili.